uveljavljali alternativni pogonski viri. Vendar je motor z notranjim izgorevanjem vladal in ostal skoraj nespremenjen celih 100 let. Zakaj? Zaradi tega, ker je zelo enostaven. Potem zaradi zelo močnega naftnega lobija in tudi zaradi tega, ker vse ostale rešitve niso bile tehnično in ekonomsko primerljive z njim. Tako dizelski kot Otto motor se razvijata vsak po svoji smeri, nihče nima prednosti. Oba motorja se boste razvijala tudi vnaprej, kajti gorivo, ki ga imamo na razpolago, se pravi osnova, surova nafta, je pravzaprav napaja oba motorja bomo razvijali in to energijo goriva seveda čim bolj gospodarno porabili tudi. Tudi motorji, ki so jih razvijali pred 100 leti, zamisli so bile izjemno moderne, samo tehnološke možnosti, razpoložljiva gradiva in tako naprej niso bila dostopna. Tako da se danes pravzaprav združujemo znanje tudi z tehnološkimi zmožnostmi. Že v 30 letih 19. stoletja je Škot Anderson naredil prvo kočijo na električni pogon. Pri prvih vozilih na električni pogon so elektromotor poganjale baterije, ki so bile samo za enkratno uporabo. Šele kasneje jih je bilo mogoče ponovno napolniti. Ta vozila so bila zelo draga, težka in pogosto so se morala ustavljati, da so ponovno napolnili izpraznjene baterije. Njihove prednosti pa so bile, da ni bilo vibracij, smradu in hrupa. V 30 letih 20. stoletja, to je kar 100 let kasneje, sta se uporaba in razvoj električnih vozil ustavila. Vozila na električni pogon so začeli ponovno razvijati v 60 letih 20. stoletja. In sicer takrat, ko so se pojavile zahteve po zmanjšanju emisij motorjev z notranjim zgorevanjem in ko smo se začeli zavedati, da bo fosilnih goriv, to je nafte, nekoč zmanjkalo. Mariborski raziskovalci so tudi v osebnem avtomobilu zamenjali bencinski motor za elektromotor 1. leta 1991. Motor in akumulatorske baterije so kupili, izdelali pa so elektroniko za pogon motorja in mikroračunalniški sistem, ter ju vgradili v hišje in nato v avtomobil. Dobar dan, gospod Jezernik. Dobar dan. Mi dva imamo pa oba električna vozila. Kam si vi vozite s svojim avtomobilom? Jaz uporabljam avtomobil vsak dan, da se pripeljem v službo. In kako ste vi zadovoljni z vašim vozilom? Izjemno zadovoljen, zato ker je v primerjavi z klasičnimi vozili je užitek vožnje popolnoma drugačen. Računalnik omogoča zelo natančno krmiljenje tako navora kot hitrosti in ni potrebno zaradi uporabe električnega motorja, ni potrebno nobenih dodatnih prestav. Pa so še kakšne druge prednosti tega vozila? Ja, največja prednost električnega vozila je ravno v povečanem izkoristku. In če za navadni avtomobil z benzinskim motorjem predstavimo, da je poraba za 100 km vožnje 10 litrov in čisti električni avtomobil, ki ne obremenjuje okolja, pa uporablja ekvivalent do 2 litra benzina. To je glavna prednost, je manjše obremenjevanje okolja in boljši izkoristek v vožnji. Kaj so pa slabe strani tega avtomobila? Največja slaba stran je, da ne moremo shraniti potrebne energije oziroma da so današnji tehniki akumulatorji še pretežki. Moj avtomobil uporablja za 80 km dosega vožnje, to je 13 kWh energije, je teža teh akumulatorjev 350 kg, ki jih vozim zraven. Je pa uporaba v mestu, tako kot avtomobil jaz uporabljam, ker dnevno porabim za vožnjo v obe smeri 15 km, je pa to idealna rešitev. Kje pa imate baterije spravljene v avtomobilu? Baterije v avtomobilu so razdeljene v 2 dela zaradi velike teže, zato manjši del, te 4 baterije so od spredaj in 16 baterij je pa zloženih v klop v srednjem delu avtomobila. Potrebujejo 6 do 8 ur časa za polnjenje. To se seveda da kompenzirati, jaz imam tukaj kar vtičnico, tako da
ta čas, ko sem 8 ur v službi, se moj avtomobil tle napolni. V službi? V službi. Doseg našega avtomobila z 13,5 kWh kapacitete je pa 80 km. To se pravi, da za vožnjo domov in v službo potrebujem ravno eno polnjenje na teden. No, naša motiva sta bila dva. Take projekte smo se lotili najprej iz študijskega vidika. Smo se polotili iz tega, da študentom približamo to, kar jih teoretično učimo, da oni v laboratoriju in delu spoznajo, da jih naučimo narediti. Ja? In seveda, da bi pridobili to realno izkustvo, pa morajo imeti kontakt, morajo fizični kontakt imeti z napravo. To je ta vzgojni vidik. Na ta način smo tudi prenovili naš študij tehnike, ker smo pač peljali moderne metode elektronskega poučevanja, načrtovanja izdelkov z metodami takšnimi, ki jih potem tudi industrija uporablja. In danes so vsi izdelki in organizacija dela tudi v Sloveniji se je obdržala samo tista, ki uporablja najbolj moderne metode. To nam je pa prinesel kapitalizem. Ti, ki so bili, so zaostali. Drugi vidik je bil znanstveni. Električni avtomobil pa robotika sta dve taki zelo kompleksni, nezapleteni. Matematiki se primejo za glavo, ko mi enačbe napišemo, in seveda vpeljava modernih povratno-zančnih metod vodenja računalniškega teh izdelkov je bil za nas raziskovalni izziv. In tretji motiv je pa, mi smo tle v Mariboru na tehniški fakulteti, pa v našem laboratoriju, jaz sem začel mojo profesionalno pot v Iskri, vedno imeli kontakt pa relevanco z industrijo. In smo v tem prvem obdobju pri ustanavljanju Slovenije, ker je to tak star projekt, smo hoteli promovirati, da Slovenci imamo še zmožno, kvalitetno, to ni samo kvalitetna, ampak je industrija, ki ima potencial. Ja? In smo združili v tak konzorcij proizvajalce električnih motorjev. To je še danes največji izvozni artikel Slovenije. Akumulatorjev, nažalost je vmes Vesna propadla, ampak Mežico smo podpirali, tudi distribucijskega podjetja, avtomobilske industrije. Ta tretji vidik je pa bil relevanca za gospodarstvo in promocija Slovenije. In mislim, da smo v vseh vidikih na takšen ali drugačen način, boljši ali slabši, uspeli. Mogoče najlažje je bilo uspeti pri znanstvenem vidiku, ker tam smo bili odvisni res od našega vloženega truda. Ja? Pri relevanci pa moraš vedno v drugi vidik, kar smo lahko dosegli tudi velik napredek je pri študentih, ker študentje so mladi, vedno pričakujejo neko noviteto, njim ni treba razlagati, zakaj je noviteta, in jo z veseljem sprejmejo. Tako da sta ta dva, znanstveno okolje in študentje, so bili naša audienca. In tretji vidik pa smo ohranili tudi stike z gospodarstvom, kljub tem groznim spremembam. Ja.
lahko pogledamo, to je standardno avto, ki smo ga mi samo predelali na električni pogon. Pomeni, ves motor, vse je šel ven, notri je električni motor, to da je umazan je normalno, ker pa se navija. Pretvornik, sam motor je tu, akumulatorji so pa v zadnjem delu avtomobila. Menjalnik pa sklopka, pa to smo ohranili v prejšnjem avtomobila, zaradi tega, ker pač lahko enostavno zmontirati, kar se skupaj. Razložite malo to dezinformacijo, se pravi, kako je bo neka realnost dosegljivost takih električnih avtomobilov? V čem je problem? Problem je v mediju, kjer je shranjena energija električna. V našem avtu so standardni svinčeni akumulatorji in ker nismo hoteli preveč povečati težo avtomobila, smo bili omejeni z kapaciteto teh akumulatorjev. Dodana teža akumulatorja je okrog 250 kg v tem avtomobilu, pomeni 10 akumulatorjev pod 25 kg, kar je recimo eden od standardnih akumulatorjev. In za to energijo, ki jo lahko shranimo v teh akumulatorjih, smo omejeni pač na ta doseg 80 km. Če bi uporabljali namesto teh akumulatorjev, recimo nikel metal hidridne ali pa kakšne litijeve baterije, v enaki masi bi seveda imeli bistveno večjo količino energije shranjeno. Ampak tudi cena bi narasla za faktor 10, kar se mi nismo hoteli niti mogli privoščiti. Nam je vseeno, če ima doseg 80 km 800, za testiranje je to irelevantno. V tem je ta dezinformacija, o kateri sem prej govoril. Sploh pa recimo z gorilnimi celicami je shranjevanje energije ali pa specifična energija, ki jo shranijo lahko te celice bistveno više od katerihkoli akumulatorjev te oblike. Se pravi, vam se zdi bolj smotrno razvijanje teh vodikovih celic, mislim gorivnih celic, kot pa električni avtomobila? Prav gotovo. No, mislim, mi nismo raziskovali ali pa se posvečali razvoju medije za shranjevanje energije, ampak nas je bolj zanimal ta pogonski del. Se pravi, pretvornik in avto kot takšen v tej povezavi in razvoj regulacijskih algoritmov, potem zaščitnih funkcij in vsega tega, kar spada k elektroniki. Medij kot takšen nas pravzaprav ni zanimal. Za nas je vseeno, vse svinčeni akumulatorji, ali so nikel-kadmijevi, ali so litijevi, ali so gorivne celice, karkoli. Nam je pravzaprav čisto vse eno, ker mi na koncu potrebujemo neko električno energijo za vrtenje motorja oziroma za pogajanje avtomobila in to je tisto, kar je dovolj. Tudi polnilec, ki je vgrajen, je narejen samo zato, da pač zdržuje te akumulatorje za neko določeno energijo in če se čez noč napolnijo, je za nas več kot dovolj. Električni pogon zmore štartati motor od vrtljave nič naprej. Jaz sem avto prvi, sklopko spuščeno, motor je pripravljen za pogon, ne da bi bilo potrebno sklopke tišati. To praktično pomeni, da sklopke ne potrebujemo, razen med vožnjo, ker nimamo menjalnika prilagojenega za to, da menjamo iz prestave v prestavo. Tudi za spremembo smeri naprej-nazaj imam jaz lahko elektronsko to narejeno, pravi z enim stikalom samo obrnem smer. In zaviranje oziroma pospeševanje avtomobila je z gas pedalom tudi elektronsko, se pravi, kot bi temu rekel drive wire. Zato je pa potem tudi specifično, da je hod pedala narejen malo drugače, kot smo navajeni pri benzinskem. Pri benzinskem smo vedno navajeni, da samo od začetka, tako ko štartamo, imamo že navor oziroma moč za pogon. Pri električnem pa je tako narejeno, da imamo en del pedala namenjenega za zaviranje oziroma pojemanje avtomobila, drugi del pa za pospeševanje. Zaradi tega do določenega hoda se nič ne zgodi, potem ko me začne avto speljevati. In z dodajanjem pedala seveda tudi povečujemo moč in tudi speljemo. So nekaj taj konji avtomobilčki, ko smo se jih vozili včasih v parkih? Ja, s tem to je bilo malo bolj enostavno. To je v bistvu bolj komplicirana zadeva. Že motor kot takšen je tu izmeničen trifazni, pravi, mi moramo generirati trifazno izmenično polje, da lahko vrtimo ta motor. Pri enosmernem motorju ta zadeva je bistveno bolj enostavna. Tudi vse zahteve, ki so tam, so pa zbolj enostavne kot pri tem motorju. Elastično vpetje med motorjem in ker je sklopka elastična, je tudi problematično. Običajno električni pogoni, katerikoli, motorski, nimajo elastične povezave med motorjem in pogonskim delom, ampak je tam čim bolj toga, zato da ravno ne pride do teh nihanj elastičnih, kar se pri tem seveda motorju oziroma avtomobilu dogaja
ravno pri spaljevanju. Kje imate porabo? Mislim, kje lahko ugotavljate pač porabo? Vso diagnostiko imamo na tem displeju. Trenutno nam kaže napetost akumulatorja, tok, ki ga potrebujemo za vrtenje motorja, potem to je hitrost, pa navor. Se pravi, če navor pa hitrost, pa možemo dobimo kar moč. Trenutno je nič, se pravi, recimo, ko grem po klancu navzdol, če spustim gas, zaviram, se pravi negativni navor. Negativni navor pomeni, da energijo vračam v akumulator, kar je normalno. Se pravi, vso energijo, ki lahko dobimo nazaj med vožnjo, jo seveda s pridom izkoristimo. Razen seveda takrat, ko akumulator več ne more tega akumulirati, ko so prišli zgornje meje. Tako da dejansko, ko so čisto polni akumulatorji, so pravzaprav manj uporabni, kot ko so delno spraznjeni, ker so energijo ne morejo nazaj pridobiti. In optimalno je, ko so recimo na 3/4 napolnjeni, takrat lahko zelo dosti energije tudi, ali pa bomo rekel vso energijo, ki jo je možno dobiti nazaj, tudi nazaj dobimo. Torej, po vašem mnenju, bom rekel tak čist ena splošna ocena, je dosti bolj smiselno vlaganje, bom rekel, te hibride, se pravi kombinacija pač enega alternativnega goriva z električno energijo, ali bom rekel vlaganje, bom rekel, v golo neko, recimo, ne vem, gorivne celice, vodik ali karkoli takega, kaj bi se vam zdi bolj smiselno? Zdaj je težko, ne? Težko je ocenjeno. Jaz bi rekel tako, hibridna varianta je ena vmesna varianta med bencinskim pogonom, oziroma goriva, ki so tako kot sedaj vsa fosilna, in električnega kot takega. Se pravi, povezava med potrošnjo ali pa boljšim izkoristkom fosilnih goriv. Medtem ko prava stvar, vsaj po moji oceni, bi bila najti boljši, kvalitetnejši način shranjevanja električne energije. Pravi, električno energijo, ki jo že imamo na razpolago, jo shraniti v neki medij, da ga lahko transportiramo na podoben način, kot recimo sedaj transportiramo v rezervarju benzina ali pa karkoli drugega. Tehnologije ne vidite? Tehnologija ta trenutek še ni toliko napredovala, da bi lahko našli medij, v katerega bi shranjevali. Recimo, če samo pomislimo na akumulatorje svinčene, koliko let se že izdelujejo, imajo pa, bom rekel, izjemno slab izkoristek. Se pravi, na zelo malo električne energije rabim ogromno svinca, se pravi veliko maso za prevažati okrog. Če samo to primerjamo z benzinom, se sploh ne da primerjati. Verjetno so kriva vlaganja, predvsem bom rekel, ker dejansko ves čas... Kriva avtomobilska industrija, jo bom kar obsodil, zaradi tega, ker enostavno niso zainteresirani, da bi to naredili. Se pravi, če bi dejansko neki interes obstajal, pa tudi mogoče kakva prisila še zraven, bi v kakem času recimo... Interes se je zdaj že pokazal. Recimo, kje se je pokazal? Prenosni računalniki. Shranjevanje energije za vse prenosne naprave. Kaj se je pokazalo v svetovnem merilu? Zelo velik problem je odpadni oziroma izrabljeni akumulatorji, baterije in tako dalje. Tega je toliko, da enostavno se več tega ne da tolerirati. In kaj se je iznašlo? Iznašlo se je marsikaj, recimo gorivna celica je eden od lepih primerov, ki mogoče nakazuje pravo smer, ali ta pravo stvar. Delajo že mikro izvedbe teh gorivnih celic, kjer bomo recimo imeli akumulatorje, ali pa bom rekel, napajanje prenosnega računalnika ne 3-4 ure, kot imamo sedaj, ampak 3-4 tedne za enako količino. In to je tisto, kar je prav. Se pravi, najti nov medij, da bomo lahko shranjevali energijo. Ker kaj je v tem avtu problem? Voziti akumulatorje, ne drugo. Če bi jaz namesto 10 akumulatorjev, namesto 250 kg, imel 25 kg za enako količino, ok. Seveda, da to več izkoristek. To je tisto, kar je trenutno omejitev pri čistem električnem pogonu. Zaradi tega uporabljajo hibride, se pravi, imajo generator poleg. Imajo generator, ki leti na fosilno gorivo z čim boljšim izkoristkom in proizvaja električno energijo. In z tisto energijo se potem vozimo. Ta tehnologija je pravzaprav izredno stara. Pogledajte elektrodizel lokomotive na železnici. Kdaj so že to imeli? To sedaj vgrajujejo v avtomobile. To ni nič novega. To je samo uporaba že znane tehnologije na nov način. Pravi, kako bi lahko dosegli, če bi ta čas, ki smo ga dejansko porabili za fosilna goriva, oziroma izkoriščenje fosilnih goriva razvijali za tehnologijo. To je bilo najlažje, ne? To je bilo pač najbolj idealno. Ker z električnim avtomobilom, pa z električnim pogonom, se da izredno lepo voziti. Celo kar parkirati. Ja, se bo. Tudi
rekel, vse prvi avtomobil, ki so ga naredili, ni bil bencinski. Seveda, na elektriko so bili prvi, ja. Celo smešno, ne? Tako da se nam zdi tako samoumevno. Ja, zakaj? Takrat je pravzaprav bilo to nekaj, kar so lahko takoj vzeli. Ne? Motor so vzeli, baterijo so vložili not in to je to. Ne? Ni bilo nobenih regulatorjev potrebnih, tam se stikalo, pa si se pelal. Ne? Seveda so manjkali druge stvari, ki pa sedaj so ona. Zakaj bom rekel, tehnologija električnega avtomobila tako počasi napreduje? Ja. Če sploh počasi napreduje, to stališče? Glavna omejitev električnega avtomobila je akumulator. To se pravi, mi energije ne moremo hraniti, kar je znano. In akumulatorji, ki so na voljo, svinčeni po dostopni ceni, so seveda izjemno težki. Tako da mi povečamo s tem tudi težo tega vozila in oboje skupaj pomeni, da je doseg, ki ga lahko avtomobil opravi, je s tem omejen. In ta se direktno veže na navade ljudi. Mi imenujemo to mobilnost. To se pravi, človek v resnici je avtomobil v vsakodnevni uporabi največ na parkirnem prostoru in opravimo samo 10 do 15 km. To se pravi, da bi bilo več kot dovolj tudi nek čisti električni avtomobil. Ampak naš občutek je, da se vedno hočemo peljati 700 km. In če človek pogleda, kako uporabljamo avtomobil, ugotovimo, da od življenjske dobe največ stoji v parkirišču ali pa v garaži. In vozimo ga mogoče 2000 ur od cele življenjske dobe. Ampak to nas omejuje. No, mi smo soočeni z pomanjkanjem energije, kar je danes znano. Razvijali smo nove tehnične aparate, nihče se ni spraševal. Najlepši zgled je mobitel, vsi ljudje imajo mobitel. Nihče se ni vprašali so se, kako bodo plačali, kakšna ponudba bo za minuto pogovora. Nihče pa se ni vprašal o energiji, ki jo potrebujemo. In ravno mobitel je zgled take prenosne naprave, ker je mogoče, da ga lahko vtaknemo v žep, je ravno omogočila nova baterija. In ta nova baterija je ionska baterija, ki pa seveda zahteva za razširitev na nek drug sektor, ker se v avtomobilu pa zahtevajo kapacitete nekaj 10 kWh, pa je povezana tudi cena tehnologije v avtomobilski branži, je povezana z masovno količino proizvodov. In to je druga omejitev, kako uspeti na tržišču, kjer je tekma grozotna, kjer je potrebno narediti visokoproduktivni izdelek za malo ceno. Namreč to rešitev tega hranjenja energije predstavljajo tako imenovane gorivne celice, ne gorilne celice, gorivne celice, kjer seveda lahko zopet uporabimo gorivo, tako kot bencin, je tam pač metan, pa druge ali vodik, kjer je koncentrirana velika količina energije, ki jo potrebujemo. In ljudje se nočejo odpovedati, ta radijski krog v avtomobilu mora ostati pri 500-700 km z enim polnjenjem, zato čisti električni avtomobil v tem trenutku nima prihodnosti. Pred 10 leti je predvsem zaradi potrošnikov in zaradi njihovih navad in zaradi infrastrukture, ker te akumulatorje moramo polniti.
Je pa težava, da vse novi pristopi, mi dobimo, jaz sem tehnik in dobimo že celo stoletje nove tehnične rešitve, ki jih potem prenesemo v navadno življenje, ker ni nobena skrivnost, kar bom povedal, iz Združenih držav. In naš slovanski inventor Nikola Tesla, ki je edini Slovan, da je prispeval tako gromozanski prispevek, da lahko elektriko uporabljamo v našem vsakodnevnem življenju, je moral odpotovati v Ameriko, da je lahko prodrl za svojo idejo. V Mariboru mu ni uspelo, ne? Ne, v Mariboru mu ni uspelo. V Mariboru je lahko igral karte, pa se je žandarji preganjal, ne? No in tu v tem grmu tiči ta zajec in Amerika seveda, ki je močna tako vojaško kot finančno, kot s človeškimi viri, ki razpolaga z globalnim svetovnim intelektualnim potencialom, nam pa ponuja, na prvem mestu je profit in iz pogleda profita nam pač ponuja najprej zaslužek in ta pa še niso v električnih avtomobilih danes, ampak v prihodnosti. Tako da je ta družbeni kompleks in način razmišljanja v naših glavah je naša omejitev. Naša omejitev niso stroški, ni denar, ja, ampak naša razvada in naš način razmišljanja. Midva sva danes na Inštitutu za robotiko, avtomatiko in mehatroniko. In mi se ukvarjamo ravno z novimi proizvodi in produkti in eno od teh je električni avtomobil, o katerem se pogovarjava. In današnji problem človeštva, nas vseh, je pa, da smo razvili tehnologije, ki so nam sovražne. In pri tem je ravno zgled pridobivanje energije iz fosilnih goriv je takšen zgled, kjer mi uničujemo prostor, v katerem živimo. In zato se trudimo z novimi pristopi v novih tehničnih rešitvah, kot so mehatronika in robotika, da nadomeščamo stare vrste, stare oblike rešitev in energij z novimi. In kako to počnemo? Mi nadomeščamo mehansko energijo z električno. To je naredil Tesla in Edison, da se je asinhronski motor vrtel na mreži. Potem električno energijo nadomeščamo z elektroniko. V elektroniki vse naše naprave delujejo na tako imenovanem principu negativne povratne vezave ali feedbacka, kjer določimo, izboljšamo kvaliteto delovanja. V avtomobilu ni samo pogon, kar se pogovarjava električno, ampak je danes so vse manipulacije od servovolana, servozavor, črpalk, premikanja šip, ogledal, nastavljanja sedežev, vse to je krmiljeno, ja? Z pomočjo ne več mehanskih vzvodov, ampak električnih motorčkov in električne energije. In zgodba se seveda nadaljuje, da elektroniko nadomeščamo zopet s hardverom, z računalnikom, in hardver pa zopet nadomeščamo z softverom. To se pravi, da mi povežemo našo potrebo, ker naši izdelki, ki jih pa v vsakodnevnem življenju uporabljajo, imajo pa vsi mehansko osnovo. Mogoče je to se pravi, da so povezani z mehanskim delom in v našem čustvovanju, pa našem razponu povezujemo zdaj mehaniko od antičnega obdobja, ko je prvi pračlovek izumil vzvod, da je lahko kamen premaknil, ja, do današnjega abstraktnega razmišljanja v
z softverskimi rešitvami, pa z silicijem in tako. In vmes pri tej poti, kaj pa pridobimo, ne? Pridobimo in čemu moramo stremeti, da so negativni efekti vpliva na naše okolje, pa na naše življenje zmanjšani. In recimo to je primer ravno razlike med to loči razvite in nerazvite dežele. In če Slovenija, slovensko gospodarstvo poveča produktivnost ali pa tudi število proizvodov in jih ponudi na trgu, je to povezano z večjo porabo energije. Slovenski podatki so 3 do 4%. In zato razmišljajo slovenski snovalci gospodarskega razvoja, da nujno potrebujemo jedrsko elektrarno, kar je točno zopet zgled negativnega efekta na naše življenje, ne? In na drugi strani je pa Japonska, ki pa pri povečanju produkcije z temi novimi prijemi, kot je hibridni avtomobil od Toyote, ki si ga tudi že v Mariboru ljudje kupijo, ne? Pa zmanjša porabo energije. Kakšna pa je, veste, govorili o učinkovitosti, pač, če je še fosilna goriva, pač se izkoriščamo samo do 15%. Kakšna pa je ta učinkovitost pri električnem avtomobilu? Ja, ta učinkovitost pri čistem električnem avtomobilu je do 60%. In mi v Sloveniji se tudi borimo proti alternativnim virom energije. Imamo volovje, reber, pa jaz se ne morem v to spuščati, ne? Ampak sigurno v obnovi samo teh 40 let starih električnih inštalacij, recimo zgled je bil, ko so Dravske elektrarne prenovili, smo lahko v javnosti brala, koliko so povečali proizvodnjo, pa očistili reko in naredili dosti koristnega. In izgube na takih prenosnih vodih so 20 do 30% od proizvodnje do potrošnje. In te izgube bi z posodobitvijo ravno pokrile tistih manjkajoče megavate inštalirane moči, ki bi jih potrebovali za investicije v nove elektrarne. Ampak trend v svetu je v decentralnem generiranju. Recimo v Mariboru je krasen zgled toplarna. Mariborska toplarna, pa Mariborska bolnica. Maribor je dosti dobrih rešitev, o katerih se pa ne govori. In mi Slovenci imamo sploh, oziroma sem srečal to tudi pri drugih Slovanih, če se nekdo izkaže, pa je nekaj dobrega naredil za dobrobit, mu bodo rekli, to jaz lahko tudi, pa ga bodo podcenjevali. Namesto, da bi se vzeli, bi rekel, pa kak je on to naredil, pa bom jaz tudi skušal ga posnemati. No, in ravno ta fotovoltaik, kar zdaj gradijo, poskušajo novo tovarno v Rušah in tako. To bi bili projekti, ki bi jih država bi morala, kar ste me vprašali, vlagati najprej v izobraževanje. Ja? In to na vseh ravneh, da se spremeni ta pristop, ne kaj bomo mlade naučili, ampak da jih naučimo narediti. Ker v tem krutem svetu današnjem ima vrednost samo tisto, kar je narejeno. Kar ni narejeno, nima več, ima zelo kratek rok trajanja in v tem smislu se mi trudimo, ampak se prevečkrat srečamo s tem, da nam nekdo reče, saj mi to tudi lahko, kar nas seveda ne moti in smo veseli, če bi se to razširilo. Praktično se pasemo samo na negativizmih, ne? Tisto, kaj je dejansko... Ne, jaz sem optimist, ljudje se delimo pač na dva dela, ne?
In jaz sem optimist, ampak mislim, da v tem smislu mi ustanavljamo tudi najnega razgovora, tle novi univerzitetni študij, novi poklic, diplomirani inženir mehatronike, ki bo vseboval taka interdisciplinarna znanja elektrotehnike, mehanike in je res poklic z prihodnostjo, ker je pogojen z modernimi izdelki. In te moderne izdelke, recimo robote, danes najdemo ne več samo v tovarni, roboti v moderni družbi živijo med nami. Poleg električnega avtomobila obstajajo tudi druge alternative? Ja, mi živimo in moramo razmišljati v alternativi. In zato so moderne univerze, tako ameriške kot evropske, predvsem anglosaksonske, več ne ocenjujejo in ne dajo samo nagrado študentu za odlično znanje, da se je nekaj krasno napiflal, ja? Ampak ima enako težo sposobnost prilagajanja na spremembe. Razvoj pa se spet usmerja v iskanje okolju še prijaznejšega in energijsko varčnejšega vozila. V serijsko proizvodnjo in prodajo se je z učinkovitostjo uspelo prebiti le hibridnim vozilom. Bencinsko-električni hibrid pomeni, da vozilo poganjata dva motorja, bencinski in električni. Zato sta v avtomobilu shranjena dva vira energije. Bencin v rezervoarju za gorivo in elektrika v visokonapetostnih baterijah. Vsi vodilni svetovni proizvajalci avtomobilov že več desetletij razvijajo svoja vozila na hibridni pogon. Toyota je ena izmed njih. Pravzaprav so vodilni v svetu. Razvoj so začeli 1965. leta in 1997. leta so začeli serijsko proizvajati in prodajati svoje prvo vozilo na hibridni pogon. To je danes že druga generacija in v Sloveniji jih imamo registriranih 25. Bližnje komercialne rešitve so sigurno avtomobili, hibridni avtomobili in ker gospodarski val poteka 10 do 15 let in če gledate današnje avtomobile, so ti bili razviti v 90-ih letih in danes je trg zasičen in tako in se iščejo nove rešitve in predvsem že v Ameriki je ta trg teh hibridnih vozil dosega že prodajo čez 1 milijon vozil in pričakuje se tudi, da po letu 2010 bodo hibridna vozila široko v prodaji po celem svetu. No, in to bo en prehod, ne, da dokler ne bo osvojena tako imenovana kemična energija iz gorivne celice in tako. Tako da seveda gorivna celica še ni popolna. Največji kakšna perspektiva? Sigurno je, sigurno. No, skušal bom, zdaj sem se spomnil, za izkoristko bom skušal odgovoriti. Današnji avtomobili, takšni kot so, imajo komaj izkoristek 15%. Če bomo vgradili hibridna vozila, bomo ta izkoristek povečali na 1/4. In čisto električno vozilo na vodik pa lahko pričakujemo izkoristek do 60%. To se pravi 3-kratno povečanje. Ampak problem ni samo v tehniki, ampak je problem v organiziranju družbe. To pa pomeni, če v ekvivalent preračunamo ta izkoristek, ki je 3-krat večji in opravimo enake vožnje in prevoze kot danes, bi bila poraba goriva 3-krat manjša. Zdaj bi se seveda pa okoljevarstveniki veselili in bi ploskali, ja, in to želimo, to je ravno to, kar sem hotel povedati, da moramo vplivati pozitivno na neugodne razmere.
v katerih trenutno živimo. Ampak naš socialni sistem in naša država, pa še vse druge moderne države bi se sesule. Zato, ker mi od davka na tobak, na alkohol, na razvrat, bencin, ta denar uporabljamo za socialne dajatve, za penzije. Mi bi prišli v trenutku, tako kot Janković v Ljubljani, ko so mu vzeli tretjino proračuna za mesto Ljubljano. Mi ne bi mogli več funkcionirati. Ne vem, v javnosti se prevečkrat pojavlja, da so ovira samo velike korporacije. Oni so že ovira, zato ker razmišljajo na profit. Ja? Ampak takrat, ko bo se pa ta novi trg odprl, pa se pokazala nova priložnost, kaj mislite, kdo bo prvi tam? Oni isti. Zakaj? Zato, ker imajo največ kapitala. Ja, to se pravi, moje sporočilo bi bilo, kjer boste pač kazali to, da ta omejitev smo naša razvada, potem način razmišljanja, kar seveda še niti ni tako hudo, ker ne moramo biti vsi super strokovnjaki. In dr. Trstenjak, če ste vi, on je ravno govoril o šoli, kako naj vzgajamo mlade, da človeški možgani imajo levo in desno polovico in dejansko veni je poenostavljeno rečeno, so naša čustva, v drugi polovici je logika in mi gradimo vse samo na polovici možgan. In to na logiki in zanemarjamo pa čustva. In mogoče, ko disciplina in nezadovoljstvo pri mladini narašča, je sigurno to eden od razlogov. Od politikov ne moramo pričakovati, da bodo eksperti v vsakem področju in seveda je zdaj odvisno, koliko se v to poglobijo in jaz bom uporabil zopet ameriški primer. Poznan je v javnosti ta zadnji film o podnebnih razmerah, v katerem je bivši ameriški podpredsednik Alan Gore, ki je bil tudi protikandidat Busha na volitvah, je zastopal res to strogo, kako rečete, okoljevarstveno politiko in se vidi, da je potem pod eno administracijo je to bila prioriteta. Ko je prišel Bush, je to postala ta zadnja zadeva. Zdaj, ko so v senatu demokrati dobili večino, pa se Bush mora prilagajati novim razmeram, je naenkrat začel govoriti o Kjotskem protokolu. To se pravi, moj odgovor bi bil, politiko nikoli ne moreš verjeti, spremeni se lahko od danes na jutri. Razvojne možnosti oziroma stopnja razvoja, trend razvoja pač ni vezan samo na tehnološke možnosti, ampak tudi na učinek kapitala. Tako se določene zamisli ne izvajajo v skladu z prispelimi inovacijami, ampak so včasih tudi finančni interesi tisti, ki razvoj v danem trenutku bolj pospešijo ali ga pa celo zavrejo.